Pozdravljeni v avtomobilnosti. Občutek mi pravi, da bi se inženirji v industriji računalnikov, telefonov in podobnih naprav morali v bistvu učiti od inženirjev v avtomobilski industriji. Ampak zakaj sem dobil tak občutek? No, zato, ker če pogledam podatek o zdravju baterije na tem mojem prenosnem računalniku, ta ima po enem letu sicer heavy duty uporabe samo še 94% prvotne kapacitete baterije. In tudi ta moj 6 let stari mobilni telefon je danes že povsem zrel za zamenjavo baterije, namreč ima samo še 73% tistih začetnih kilovatnih ur. Po drugi strani pa avtomobilski inženirji po 8 letih oziroma 160 tisoč kilometrih v večini primerov garantirajo samo še dobrih 70% polne kapacitete baterije. Pa se je izkazalo v praksi, da imajo pri teh letih oziroma po teh kilometrih v večini primerov še vedno dobrih 80% kapacitete baterije. In tudi v prvi današnji zgodbi je Luka izmeril boljše rezultate, kot jih je ponudila garancija in kako je izmeril te podatke. Ključen predevnik tukaj je, da jih je izmeril na standarden oziroma certificiran način. Tukaj sta že pripravljena dva električna rabljena avtomobila, ki čakata, da opravimo test. Pa gremo. To je Mercedes EQV, star je 4 leta in na števcu ima skoraj 85 tisoč prevoženih kilometrov, kar pomeni, da je v zadnjih letih kar intenzivno opravljal nalogo na slovenskih cestah. Ampak ti prevoženi kilometri pri električnem avtomobilu niso tako zelo odločilni, kot so morda pri benzinskem avtomobilu. Na tem mestu nas bolj zanima SOH, torej State of Health, torej zdravje baterije. Predlagam, da kar zagrizemo v prvi test. Jaz sem zdaj mislil, da bova midva sproščeno predebatirala med samim izvajanjem testa, ampak ste me kar prehiteli, koliko je vse skupaj trajalo. 3 minute, pa smo že zaključili s tem testom. Z Avilo testom se izvede v bistvu zelo hitro zaradi tega, ker vsi podatki se v bistvu prenesejo v centralno bazo v sedež podjetja, ki ga zelo hitro obdela in potem nam ga vrne nazaj v bistvu preko elektronske pošte, kjer bomo dobili kompletno to poročilo State of Health. Predlagam, da ga kasneje zelo podrobno pogledava in potem tudi korak po koraku pojasniva vse rezultate, ki smo jih pridobili. Kako je možno, da ne rabimo recimo baterije izprazniti od 100% do 0%, da bi dobili te podatke? Avilo je razvil en zelo inteligenten program, primerja v bistvu podatke od vozila, od kilometrov, moči baterije, se pravi same temperature, z podobnimi podatki, ki jih ima že v svoji bazi in hkrati upravi manjši stresni test, s katerim v bistvu kratkoročno obremeni vsako celico v akumulatorskem sklopu, se pravi v pogonskem sklopu in jo potem primerja z ostalimi. Pa da vidimo zdaj, kaj se natančno dogaja pri tem postopku. Pa začnimo, se pravi, diagnostik bo Avilo tester povezal skupaj z vozilom, ker je ta Avilo tester primeren za več vozil, se pravi za več različnih znamk. Bo v svoji bazi podatkov Avilo test našel to dotično vozilo, v tem primeru je to Peugeot. Kakšne signale zdaj prejema ta Avilo škatrca? Zajema podatke, kot so na primer starost vozila, šasija vozila, prevoženi kilometri, kapaciteta baterije. Potem pa začenja ostale korake, kot so na primer vsi priključni konektorji pri bateriji, potem vsaka posamezna celica, izolativni sklopi pri sami celici, se pravi vsi elementi, ki so povezani na nek način z elektronskimi indikatorji, ki jih lahko tester ali diagnostična naprava zazna. Ko bo analiziranje zaključeno, bomo samo počakali na rezultate, katere bomo potem lahko ustrezno v bistvu komentirali tudi sami stranki. Ko je test zaključen, pa poglejmo, kakšen rezultat je dosegel ta Peugeot, ki ima 110 tisoč prevoženih kilometrov. Ob koncu Avilo testa vsak avto prejme poseben certifikat.
to so skupni rezultati. State of health, se pravi stanje zdravja baterije, je 91,3%, kar je v bistvu še vedno dokaj dober rezultat za vozilo s takšnimi kilometri. Se pravi, mi imamo tukaj 42 kWh še preostalih od Tako. 46, ki jih je imel nov električni avto. Tako. Kaj to pomeni? Da stranka s tem vozilom lahko prevozi 222 km. Torej 22 km manj kot z novim. Tako. Po 4 letih in 110 tisoč prevoženih kilometrih. Na to splošno stanje baterije je bil opravljen po tem Avilo testu tudi pregled ostalih, se pravi, parametrov. Battery Management System ustrezan, napetosti celic baterij so tudi ustrezne. Enako pregled, se pravi, senzorjev, senzor toka, temperaturni senzori, kar se tiče hlajenja baterij in senzori napetosti baterij so vsi ustrezni in brez kakršnihkoli napak. Poglejmo še drugo vozilo, Mercedes-Benz EQV 300, se pravi skoraj 85 tisoč km vozilo. Se pravi, baterija ima 94,5% svojih kapacitet in v primeru prodaje vozila je to v bistvu certifikat, za katerim pač mi kot izvajalec stojimo. V primeru dodatnih informacij se pa lahko obrnemo potem tudi na dobavitelja. Cena enega Avilo testa je 99 €. Torej, zakaj se nekomu splača investirati v takšen test? Vse poslovanje na svetu določajo tveganja in zavarovanja teh tveganj. Stranka, kupec, prodajalec dobi jasno informacijo, koliko je še kapaciteta baterije, kakšna je njena zmogljivost v prihodnje, koliko je bila v zadnjih letih izrabljena. Kdo so potem stranke za takšen test? Jasno je, da ciljamo na rabljena vozila. Prvi so kupci, ki se želijo izogniti neprijetnim presenečenjem, drugi so prodajalci vozil. Prodajalci vozil lahko dosežejo višjo ceno, če pri ponudbi, pri samem vozilu manifestirajo, da so naredili Avilo test in pokažejo, kakšna je kapaciteta baterije. Izognemo se negotovosti v transakciji in zato sta obe strani transakcije stranki za nas. A je to že kakšen standard, ki je pri nas, recimo, ali pa v Evropi? V Evropi je velik ponudnik dražbenih storitev za rabljena vozila ugotovil, da lahko od 20 do 35% izboljša prodajne rezultate z uporabo Avilo testa v 100% svojih primerov prodaje rabljenih električnih vozil. Se pravi, da ima dokazano boljše rezultate zaradi uporabe Avilo testa za svoja rabljena vozila. Transparentno pokažeš, da je pogon avtomobila skoraj kot nov, če je skoraj kot nov. Kakršenkoli že je jasna, transparentna, predvsem pa neodvisna inštitucija pokazala na osnovi tisočev testov v preteklosti, da je stanje baterije kakršno je. Na podlagi tega, kaj se bo po vašem mnenju dogajalo? S tem računamo, da bojo cene manj padale, zaradi tega, ker bo zmanjšano tveganje, da rabljena električna vozila nimajo več take kapacitete, nimajo več take avtonomije. Kupci bojo videli, da ima baterija še vedno ustrezno dobro kapaciteto in posledično bo tudi vrednost rabljenih električnih vozil lahko višja, kot je bila pa doslej. No, v Lukovi zgodbi je nastopil tudi Mercedes EQV. V zvezi s tem modelom pa se vedno spomnim pogovora s taksistom v Københavnu na Danskem, ki mi je pravil, da on za svoj shuttle posel sploh ne more izbrati nobenega drugega avtomobila. Rekel je, da so tam limuzine že čisto pase, da tam lahko pravzaprav poslovno voziš, mora avto biti črn, mora biti Mercedes, mora biti kombi in predvsem mora biti električen. Sicer na Danskem sploh ne dobiš več posla. In zdaj, če poslušam Mercedesove marketingarje, so v Stuttgartu pravkar ukinili ta danski standard, ne da bi pripeljali naslednika. The first ever Grand Limousine and it's defining its own segment. Namreč marketinško gledano novi VLE ni električni kombi, tako pravijo, ampak Grand Limuzina. Pa sem jim takoj pikro pripomnil, da če je pa to limuzina, potem pa podatki, ki sem jih slišal na tiskovni konferenci, niso tako zelo impresivni. No, seveda so impresivni, pravzaprav zelo impresivni in zdaj je čas, da vam te podatke tudi predstavim. V glasbeni spremljavi čudovite Rite Ore. Take me anywhere, take me anywhere. Love.
Novi Mercedes VLE ima količnik zračnega upora, pozor, 0,25. In to seveda pomeni, da je ta avtomobil bolj aerodinamičen od mnogih tudi osebnih avtomobilov. Seveda, to pa mu nekako zagotavlja, da bo ta avtomobil zelo, zelo tih tudi na avtocesti. Ko smo pri tišini, to je seveda električen avtomobil narejen na novi 800-voltni platformi. Pravijo, da bo imel doseg kar 700 km. Seveda, glede tega podatka moramo biti malce zadržani, ampak je pa res, da nas je impresioniral tudi Mercedes CLA. To je tisti električni avtomobil, s katerim smo prevozili več kot 500 km po avtocesti. In ja, ta avtomobil in CLA imata enak software, se pravi enako programsko opremo, s katero nadzorujejo baterijo. Torej si lahko tudi tukaj obetamo impresivne dosege. The sliding door now features a fully retractable window. Moreover, you can choose. No, naslednja prednost tega avtomobila pa se skriva tukaj na zadku. Namreč ta avtomobil je izredno okreten, čeprav je tako zelo, zelo velik. Namreč obračalni krog tega avtomobila je komaj 10,9 metra in to mu zagotavlja štirikolesno krmiljenje. Ta kolesa se namreč z vrtenjem volana prav tako obračajo in zasučajo se za kar 7 stopinj v nasprotno smer, kot vrtimo volan. In to je bistveno več, kot pa smo vajeni pri drugih avtomobilih s štirikolesnim krmiljenjem. Zdaj, ta avtomobil je seveda, kot vidite, pravi potovalnik in pravi tudi luksuzni avto. In tisto, kar bodo pa cenili vozniki tega avtomobila, je, da je ta avtomobil, da ponuja tudi avtonomno vožnjo stopnje 2++. To pomeni avtonomno vožnjo, pri kateri pa je voznik še vedno odgovoren za vse vozniške manevre. To smo preizkusili v praksi v Münchnu na prototipnem avtomobilu, takšno tehnologijo pa bodo lahko Kitajci uporabljali tudi v vsakdanjem prometu. No, pa ker smo že pri kitajskem, se seveda spodobi, da gremo k rdečemu avtomobilu. In na tem mestu naj poudarim, da ta avtomobil bodo na Kitajskem kupovali predvsem zato, da bodo sedeli tukaj na zadnjih sedežih. In ja, seveda, danes imamo opravka z bolj evropsko, bolj družinsko verzijo tega avtomobila. Na voljo pa so tudi, da ima tukaj lahko tudi velike fotelje. We cooked up a really nice, clever solution that I think your kids will love as much as mine do. Should we let everybody else in on what we know? Of course we should. Yeah? Let's do it. Yeah. Tukaj spodaj se spusti en velik 80 cm zaslon, na katerem lahko gledate levi in desni potnik vsak svojo vsebino. Ta zaslon pa ima tudi 8 megapikslov veliko kamero, ki mu omogoča, da ta avtomobil lahko služi tudi za potrebe sestankov. Ampak to je samo tista osnovna verzija, ki spada k Mercedesu VLE. Na voljo bo tudi VLS, se pravi še bolj luksuzna verzija, ki pa bo imela tukaj zadaj tudi en še bistveno večji zaslon, ki se bo pospravil kar v dno. Torej, zložljiv zaslon. Zaslon, ki ga zrolamo v rolo. Tega avtomobila vam še ne smem pokazati, namreč ta je še skrit za neko drugo premiero, čeprav sem ga uspel videti. Zato pa vas zdaj na tem mestu vabim, da se naročite na naš kanal, da boste prvi, ki boste obveščeni, da bo ta avtomobil predstavljen. Na tem mestu pa samo še dodam, da VLE bo na voljo tudi z benzinskim, priključno hibridno verzijo in pa tudi z dizelskim verzijom. Ta avtomobil pa ne zamenjuje običajnega današnjega razreda V, zamenjuje samo EQV. Na predstavitvi sem izvedel, da bo VLE tudi osnova za novega Marca Pola, torej Mercedesov bivalnik. In to je v bistvu velika novica, kajti doslej smo videli električne avtodome z dosegom kvečjemu kakih 150 km. In to je seveda skregano s samo idejo potovanja. No, VLE Marco Pola pa nam obeta, da bo električni bivalnik končno postal mogoč. VLE ima v bistvu daljši doseg, kot nam ga ponuja večina motociklov. In motocikli so tudi naša naslednja današnja tema.
Vsako leto enkrat ta čas namreč govorimo, apeliramo na varnejšo vožnjo motoristov in vsako leto tudi marca Zavarovalnica Triglav organizira posvet Anatomija vožnje. No, letos imamo obe te temi povezani v isto zgodbo. Namreč anatomijo varnosti motoristov. In letošnji predlog anatomije ni nov, je vsem dobro znan, ampak redno zanemarjen. Pa naj bo beseda meseca proaktiven. Lansko leto je v naših gorah umrlo 50 planincev. 50. Lansko leto je umrlo 26 motoristov, 30, če štejemo še mopediste. Sem prišel pogledati, kaj je gorska reševalna rekla, zakaj je bilo največ nesreč v planinah. Zaradi tega, ker niso imeli prave obutve, zato ker je prišlo do zdrsa. Pa se to vse lahko povežemo tudi z motorjem. In zdaj povežemo nazaj s hitrostjo. Pri motoristu je pomembno, da se gleda daleč naprej. Pol smo rekli, to ni zadost. Zdaj moramo tudi povedati, da je treba znati videti stvari. No, zdaj dodajamo tretjo stvar. Ni dovolj ne gledati, ni dovolj ne iskati stvari, ni dovolj niti za motorista, da išče idealno linijo. Treba je razmišljati za stvari, ki jih ne vidiš, ki jih ne veš, ki se ti bojo zgodile. Pri 90 km/h se ti bojo 100 metrov zgodili v 2 sekundah. Se pravi, moraš razmišljati za 5-10 sekund naprej. Zdaj, če on ne ve, kaj se mu bo zgodilo, je to tako ravna informacija, kot če ve. Na podlagi informacije, da ne vem, kaj se mi bo zgodilo, eni ravnamo tako, da gremo vse na polno skozi ovink, eni pa mogoče ne. Ampak on ima zelo kratek čas odločanja, kaj bo naredil. In to je vsa razlika med planincem in med motoristom. Zato je to toliko bolj tvegano. Na naš nekdanji član redakcije Andrej Brglez, ki vam mimogrede pošilja pozdrave, je na tokratno anatomijo kot vzor proaktivnega motorista pripeljal letalskega kontrolorja. Vemo namreč, da kontrolorji živijo 10 minut v prihodnosti in Andrejev cilj je bil, da bi nas Jan Jolič Liven vsaj delček tega svojega kontrolorskega predvidevanja naučil. No, pa smo vozniki motoristi stopili pod hladen tuš. Podatke motorist dejansko že ima, sam se jih ne zaveda, da jih imaš. Se pravi, preden se ti na motoru sedeš, ti tisti dan v sebi opazuješ, veš, kakšno je vreme, veš, po kakšni cesti se voziš, ti dobro veš, kakšen motor imaš, dobro veš, a ta motor ima dobre gume gor ali jih nima, dobro veš, a si gume napumpal za to sezono, jih nisi. Zelo dobro veš, a se slabo počutiš, a se ne počutiš. Dobro veš, a si kakšna zdravila jemlješ, a imajo rumen trikotnik ta zdravila. Ogromno stvari mi že vemo, ogromno podatkov mi že imamo, samo ne uporabljamo jih na ta način, da se lahko poj tudi odločamo. Tukaj noter, kar je Jan rekel, se skriva po mojem bistvu vsega. To je checklista. Ja, motor, olje, gume, teža razporejena, se počutim zdravila, nisem zaspan. Tudi ruta, postanki, brzina, ne vem, tako pač, veliko tega je. Ja, pri tebi je veliko, no. In tukaj nastane razlika. Pri Janu je to, pač on gre v proces vožnje na enak, tako jaz razumem, na enak način, kot je naučen tudi v službo prijeti, tudi če imam težave. Imaš verjetno checklisto, če ne morem, če ne vem, ono, drugo, tretje. Je neodgovorno, da jaz rečem, dobro, danes nisem glih zbran, pa mislim na ono, drugo, pa bom šel vseeno v službo. Ne, ni. In enako pristopa potem tudi do vožnje z motorjem. Že pri sebi moram začeti, da če zaznam, če vidim, da nisem, ne vem, pri stvari, bi mogel ravnati drugače. Ampak kako pravzaprav narediti to, kar je Jan rekel? Se mi to vemo. Sam zakaj nimamo checkliste? Ker smo kaj leni ali kaj, ne vem, se nam mudi ali... Jaz mislim, da je stvar izobraževanja je to. To je pač, če nas bojo to v avtošolah učili, če bomo to poslušali, če bomo ljudi čim večkrat to slišali, če bo na treningih varne vožnje to poudarjeno, to, ko ozavestiš, drugače pristopaš do vsake stvari. Jaz to skozi izobraževalni sistem najbolj vidim.
recimo tudi ena zadeva zelo pomembna, a znamo po 2 urah vožnje z motorjem pauzo narediti. Jaz recimo si jo vedno želim, ampak to imam mogoče tudi iz službe, ker mi imamo po 2 urah moramo uro pauze imeti. Ne? Ti tako lahko ostaneš osredotočen in motorist, po mojem mnenju, se ne more 10 ur osredotočeno voziti. Ne gre. No, eno orodje, ki nam pomaga pri proaktivnosti, pa ponuja tudi gostitelj dogodka, torej Zavarovalnica Triglav, Drive zemljevid. Zato, ker če vemo, da je pred nami bananin olupek, ga seveda lahko tudi obhodimo, a ne? Preventivo je zelo težko prodajati. To tudi vidimo sami, obvezno zavarovanje je dosti lažje prodati kot pa kako prostovoljno. Ampak naša naloga pa seveda je, ker na nek način tudi upravljamo z tveganji. Torej, naši podatki recimo so izračuni pokazali, da ti uporabniki, ki imajo Drive, imajo tudi do 20% manj nesreč, ki potem vplivajo na škode pri nas. Tako da taka pozitivna stimulacija dejansko delujejo. In zato je bil tudi ta naš namen recimo v vseh teh 10 letih, če govorimo zdaj o motorjih, imamo zdaj 4 leta, 10 milijonov proženih kilometrov, če gledamo pa celokupno Drive uporabnike v 11 letih, mi smo prevozili več kot 2 milijardi kilometrov. Tako da iz teh podatkov torej imamo res vedenje, kaj se dogaja na slovenskih cestah, in zato smo se tudi odločili podariti podatke javnosti. In čisto konkretno zdaj v 2 letih recimo je te podatke že več kot 120 posameznikov ali organizacij torej si preneslo, ker podatki so res prosto dostopni. Tako da naš način, po katerem tudi deluje, je nekako od lokalnega navzgor proti države, in na tak način torej tudi spodbujamo ugotoviti, torej, kako lahko zdaj iz teh podatkov si pomagamo sami, bodi si, da se bolje pripravimo na vožnjo, ali pa tudi na drugi strani, ker ni vedno zdaj krivda v voznikih za nesreče, tudi, da se ti podatki tudi ali pa v enaki meri uporabijo tudi mogoče za izboljšanje cestne infrastrukture. To nam dejansko pove, nekaj se tam dogaja, lahko pa da je dejansko res infrastruktura zastarela ali mogoče je primerna neka sprememba. In to je pa tisti ta del, ki prepuščamo bolj seveda strokovnjakom, ampak ja, cilj pa mislim, da je ravno tem v sodelovanju. Avtomobilske znamke morajo danes, da bi ugodile regulatornim organom, svoje avtomobile redno prilagajati tako, da so bolj čisti. Vsaj na testu VLTP. No, sej nočemo zniževati pomena tega dela, ampak včasih se nam kakšne izboljšave zdijo tudi kot inženirsko kompliciranje. In poglejmo danes en tak primer, Toyota Land Cruiser MHEV. Japonci so najbolj natančni avtomobilski inženirji. Objektivno dejstvo je, da je Toyota Land Cruiser eden najbolj vzdržljivih, trpežnih in priljubljenih terencev po celem svetu. Uporabljajo ga v afriških puščavah, na Bližnjem vzhodu, na skalnatih področjih Južne Amerike. Pravzaprav povsod ga najdemo že več kot pol stoletja. Pravzaprav je tako zelo zmogljiv in odličen terenec, da mu je v Sloveniji kar dolg čas. Kar težave imamo, kam ga peljati, da zanj najdemo kakšen pravi izziv. No, ampak ta, po našem mnenju, odličen terenec je imel doslej eno napako. Current system has 2 issues. It is very noisy at the braking time, and also the vibration. And also as the linearity of the acceleration, for example, the attacking the lock, the stop, they move to the setting speed time like 2 km. So suddenly happened the acceleration. Preizkusimo, zakaj gre. Najprej moramo prestaviti v nevtralno prestavo, potem vklopiti reduktor, potem pa prestavimo nazaj v drive in vklopimo sistem crawl, torej sistem za nekakšno plazenje. Gre za tako imenovan terenski tempomat, ki mu z vrtljivim gumbom prilagajamo hitrost, avto pa potem samodejno dozira plin in pa po potrebi zavira.
In to je avto, poglejte, naredil brez kakršne koli težave. Torej vse je potekalo popolnoma nežno. Torej, ob tem hitrem terenskem preizkusu Land Cruiserja sem ugotovil, da se dodatne električne pomoči pri terenski vožnji ne občuti, oziroma vsaj jaz je nisem občutil. Zakaj? Ker gre za blagega hibrida, ki mu pomaga le majhen elektromotor, gre za inteligentni zaganjalnik generator, ampak v resnici ima že 2,8 litrski turbodizelski motor povsem dovolj navora, da lahko avto spleza na kakšno vzpetino, skalo, oziroma da se spoprime z vsemi terenskimi izzivi, ki mu jih pač lahko ponudimo v Sloveniji. In vemo, da so ti zanj pogosto enostavno prelahki. No, kakorkoli, Land Cruiser nas še naprej zlahka pripelje do takšnih čudovitih lokacij. Japonski inženirji pa so dokazali, da so pikolovski in da iščejo tisti zadnji promil izboljšave tehničnih zmogljivosti njihovih avtomobilov. Dali so nam tehnologijo, za katero sploh nismo vedeli, da jo potrebujemo. No, pa če sem čisto natančen, jo potrebujemo. Evropejci jo potrebujemo. Saj veste zakaj. Če ste si prejšnji teden ogledali Katin Brez ovinkov, v katerem je razložila, kaj je blagi hibrid, no potem zdaj jasno veste, zakaj Toyota tehnologije MHEV ne enači s svojimi pravimi hibridi. Zdaj, če se vam je ta Katin prispevek izmuznil, pa vam ga zdaj ponujam prek te QR povezave. No, današnjo tehnologijo, ki jo bo Katja razložila brez ovinkov, pa čutimo na vsakem ovinku, z vsakim zavrtljajem volanskega obroča. Bodimo torej zdaj brez ovinkov ovinkariti s For Controlom. Gledalec nam je poslal vprašanje. Kupujem Renault Australa, prodajalec pa mi za dobrega 1000,5 doplačila ponuja 4-kolesno krmiljenje For Control Advanced. Se mi to dejansko izplača ali gre le za drag bombonček? Da pa ne bomo samo ugibali, gremo na poligon. Najprej bomo izmerili premer obračalnega kroga. Z mojo super znanstveno metodo sem ugotovila, da je tisti podatek iz tehničnih listov 10,1 metra popolnoma drži. Kaj to pomeni? Da je obračalni krog Australa s sistemom For Control dejansko za več kot meter manjši, kot če tega sistema ne bi imel. In je zdaj celo manjši, kot ga ima novi Clio, ki pa vemo, da je dejansko tudi manjši avto. V mestnih garažnih hišah je to razlika med obračanjem iz prve in pa nenehnim popravljanjem. A obračanje je ena stvar, vožnja pa povsem druga. Gremo med stožce. Najprej sem sistem nastavila na skrajno stabilno možnost in avto je res deloval stabilno, a povsem običajno. Zdaj pa vklopimo polno agilnost For Controla. Pri hitrostih do 50 km/h se zadnji kolesi obračata v nasprotno smer kot prednji. Občutek je malce nenavaden, kot da bi zadek avtomobila opletal oziroma malce plesal, v resnici pa avto z neverjetno lahkotnostjo menja smer. Kot da bi vozili meter krajši avto. Trik je v tem, da For Control fizično skrajša medosno razdaljo avtomobila pri nizkih hitrostih in jo fizično podaljša pri višjih hitrostih. Nad 50 km/h namreč sistem zadnji kolesi obrača v isto smer kot prednji kolesi, kar omogoča boljšo stabilnost v zavojih.
Odgovor za našega gledalca: For Control ni le kozmetika, ampak je dejanska nadgradnja podvozja, ki jo boste uporabljali v vsakem ovinku in na vsakem parkirišču. Če imate proračun, nikar ne ovinkarite. To je oprema, ki jo boste dejansko uporabljali vsak dan. Jaz sem se z njeno pomočjo kar malce razvadila. Vrnimo se zdaj na tisto področje mobilnosti, kjer je moški šovinizem še vedno kar prisoten. Ampak k sreči vse manj, kar je dobro, zato ker lahko po novem kombinacija motor plus črna usnjena jakna pravzaprav zelo dobro izgleda. No, dajmo zdaj naš moški ego na preizkušnjo in poslušajmo upornico Taro Zupančič. Tara, pripeljala si se z motorjem, ki sliši na ime Upornik. Ena današnja Janis Joplin, rečeva taka malo uporniška. To je pa kar kompliment. I got power in my hands. Jaz sem pač odraščala kot tomboy, tako se reče, na vasi, na Bohinjski del. Tam smo plezali po drevesih, igrali se z avtomobilčki, seveda pogledovali proti motorjem, ki so se peljali mimo. Večinoma s fanti sem se družila in po mojem to ostane. Ti z mopedi vozila okrog? Joj, to bi se rada, pa me niso pustili. Zakaj ne? Zato, ker sem bila punca. Tako da čez veliko let potem sem si to vzela, potem to pravico sama. I was raised running moonshine, never got caught, never did time. Koliko je tega? Kako in kaj v bistvu? Kako gledajo na te kot ženske? Ja, je malo. Tudi mogoče to neko mišljenje, da če ima pa ženska rada motorje, je pa avtomatsko neka možača, pa ne zna biti elegantna, pa ni ženstvena. In to se res ne strinjam. Ja, recimo. Ampak bi rada tudi druge spodbudila v to, zato ker veliko punc, ki jaz poznam, ki jim je to všeč, pa noče v to, zato da bi jih označili za mogoče nekaj drugega. Pa mi tako pa brez veze, sej danes je pa res že čisto vse možno, saj si delimo in poklice vsi in delamo že vsi in motorizem ne bi smel biti nobena izjema. Kar mene pri motorju res navdušuje, je to, da sem dejansko prisotna v momentu. Tudi če se ti pelješ skozi prostor in čas, te prisili oziroma moraš ti biti tam. Vse misli grejo, pač seveda veliko razmišljam o tej vožnji, to je meni neka taka terapija, ampak je to res. Tam v bistvu si dejansko moment, zaznavaš, še ta čut vonja se ti zraven odpre, ker recimo v avtu tega ni. Jutri je lahko vsega konca, malo bolj mogoče hvaležni za moment, da sploh lahko se usedeš pa se peleš, da sploh imaš to možnost, to je velika stvar. To ni samoumevno, ne vsem in super je, če ti lahko uživaš v stvarih, da te ni strah, recimo, ker recimo mene je strah, če ne znam dovolj dobro nekaj in to isto. Veliko tvegamo s tem. Dejansko sem zraven, pa tudi pa še malo tisto neodgovorno izzivanje, adrenalin in tako naprej. Ja, mogoče smo tudi ljudje, ki si izbiramo motorizem, pa to taki karakteri, ki imamo malo tega hudiča vse. Ja. In tle je neko čiščenje frustracij. Pride ven in jaz recimo zase vem, jezna na motor, boh ne dej Zupančič, v garaž bo ostal. Sem že to naredila, ni dobro, Tako da tle je mogoče neka samorefleksija, zelo pomembna, tako čisto notranja samorefleksija, kdaj dejansko se pa ti usedeš na ta motor. Zame motorizem, zelo klišejsko bom rekla, pač nek del svobodnega življenja, vidim ga pa tako zelo prhotavo, tako kot vse te svoje dizajne in vse, kar res počnem. Pač moraš biti prisoten v trenutku, kar pomeni, da se držiš neke baze, ampak vse ostalo, čustva, energija, narava, vse, kar je okoli tebe, pa plapola. Resnično upam, da so vas Tarine besede povabile k samorefleksiji, mene definitivno so. Vabim vas, da poslušate intervju v celoti. Predlagam QR povezavo, da ne bo treba iskati.
Vidimo se spet prihodnjo sredo, takrat bomo vzeli v roke lavor, natočili vodo, naredili peno, vzeli spužvo, noter pomočili in se šli spomladansko čiščenje avtomobila. Torej do prihodnjič, srečno!